Prav lepo pozdravljeni v oddaji v Državnem zboru se dogaja. Marsikaj se dogaja, to nam bo v tej slabi ali dobri uri pojasnil dr. Vinko Gorenak, poslanec Državnega zbora iz vrst SDS. Dobrodošli v našem studiu. Pozdravljeni. Niste prvič tu, ste že bili. Tudi niste prvič poslanec, kaj ne? Ja, nekateri mi pravijo, da sem dolgoletni poslanec. Čeprav je za menoj pravzaprav 5-6 let poslanskega mandata, nič več, glede na to. Prvič sem bil izvoljen leta 8, drugič 11, pa tretjič leta 14. No, enkrat v eni prejšnjih oddaj ste šli skozi poklicno pot. Verjamem, da so nekateri že to malce pozabili, pa mogoče čisti en tak sprehod, kako je šla vaša poklicna, pa tudi politična kariera do danes. Ja, jaz sem v osnovi, bom rekel, vsaj v srednji šoli načrtoval, da bom zdravnik, in tudi sprejemne izpite na medicinski fakulteti sem nekoč naredil. Pa potem ni šlo v to smer, ampak je šlo bolj v smeri šole, ki je bila blizu mojega doma, to je v Celju, in tako sem seveda potem postal učitelj, ne bi rekli temu. Pa potem spet nek zasuk, nisem šel v te učiteljske vode, ampak dejansko v policijo, ker sem začel delati kot policist, kasneje vzgojitelj v Tacnu. Potem pa vso to lestvico, bom rekel, do vrha, če smem temu tako reči, torej od policista v Križišču do notranjega ministra. Res pa je, da se je moja politična pot začela tam nekje leta 1999. To je bilo po tisti znameniti aferi Vič-Holmec, kjer so me, bom rekel, nekako premestili, takrat so rekli uradno premestili, v bistvu je bila pa to kazen. In odšel sem takrat iz policije, učiti na fakulteto za varnostne vede, ampak to mi je tudi omogočilo hkrati politično udejstvovanje, ker pač policisti ne morejo biti člani političnih strank. Ko pa tega statusa nisem več imel leta 1999, je pa nastala ta možnost, da sem lahko šel v politiko. In od takrat sem tudi član SDS, poklicno pa od leta 8, ko sem rekel v Državnem zboru. Državnem zboru. Dejali ste, bili ste vmes tudi notranji minister. Tisto leto je bilo zelo pestro, predvsem ob koncu vašega mandata, ko so se zgodile najprej spontane vstaje v Mariboru, pa jaz mislim, da ne spontane vstaje v Ljubljani, Ja, mislim, da v Mariboru, najprej bom reči, da v tistem letu dni sem se nekako postaral za 5 let, sigurno. Ker to je bil res tak izjemen čas, naporen čas. V vsakem primeru ob teh demonstracijah čutiš neko strahotno veliko odgovornost, da se ne bi karkoli zgodilo na katerikoli strani. Jaz si niti ne znam predstavljati, kaj bi bilo, če bi bil nekdo mrtev, ali na strani policije, ali na strani državljanov. Bili smo pa v takih situacijah, da bi se to lahko tudi zgodilo. In zelo težko si predstavljam, kako bi takrat reagiral, kako bi takrat prenesel tako situacijo. Kar se tiče pa spontanosti ali pa nespontanosti, jaz mislim, da je v Mariboru šlo dejansko za spontane demonstracije. Policija tudi ni našla nobenega dokaza, da bi tam bilo karkoli drugega. Je pa res, da so se potem nadaljevale v Ljubljani in da v Ljubljani so bile tudi zelo nasilne, kot vemo, in da je vsaj ta nasilni del demonstracij bil planiran, organiziran, načrtovan. Se bom, da nam povedal preveč, če rečem tudi plačan. To velja za Ljubljano, za Maribor pa to ne velja. Biti takrat notranji minister, nekako državljani želijo imeti mir, da se jim ne uničuje imovina. Po drugi strani so pa na nasprotni strani pa tisti, ki protestirajo, ki mečejo v stavbe bakle, ki mečejo petarde, ki mečejo granitne kocke, tudi v policiste, nekaj so jih poškodovali. In potem se je treba odločiti, kako to zaustaviti. To pa je težko, pa da ne pride, Bog ne daj, do kakšne smrtne žrtve. Je bilo takrat blizu
takšnemu? Težko zdaj rečemo, koliko blizu je bilo, ne? Ampak jaz moram reči, da sem veliko gradil na osebnem odnosu s policisti. Jaz moram reči, da sem v Ljubljani po vsakih demonstracijah, ko so se te polegle, torej prenehale in ko so policisti se spravljali domov. Obhodil parlament in se osebno rokoval, če želite, z vsakim policistom. Ker se mi zdi, da je ta odnos do policistov izjemnega pomena, ker jim daje nek občutek varnosti na en stran, na drugi strani nek občutek, da nekdo za njimi stoji in da nekdo ceni ta njihova dejanja in to početje. Ne? To je en vidik. Drug vidik je seveda tudi so ti poškodovani. Ne? Jaz sem se skušal, poškodovanih policistov je bilo, mislim, da 92. Jaz sem se skušal z mnogimi med njimi osebno srečati. Ne? In če bi vsaj dve situaciji opisal, ena je bila na Ptuju, ko sem obiskal enega policista, ki je bil precej hudo poškodovan v Mariboru. Namreč to eksplozivno sredstvo mu je razneslo pri nogi in mu odprlo čevlj in seveda tudi njegovo peto, ne? Precej tako, ne? In seveda so bile to hude poškodbe, policist je bil vesel tega obiska na domu, to moram reči. Je pa to dosti čustvenega naboja, ima tak obisk, ne, ker vendarle sta tam dva mala otroka, nezaposlena žena in ta policist. Ne. Na drugi strani sem obiskal nekoga v kliničnem centru v Ljubljani. To je bil poveljnik specialne policijske enote iz območja Kranja, ki je bil tudi poškodovan, imel je pretres možganov. Ne. In ko sem stopil v tisto bolniško sobo k njemu, ne, je skočil iz postelje in naravnost letel proti meni. Zdaj jaz nisem vedel, kaj se bo zgodilo, ali me bo napadel, ali kaj to bo. Ne. V resnici je pa rekel približno tole, ne, pomagajte mi, jaz rabim uniformo, jaz ne morem imeti te bolniške srajce na sebi, jaz rabim uniformo, jaz moram iti k svojim fantom. Ne. Čeprav je imel pretres možganov. Ne. Hočem povedati kaj, ne? To, da so težke situacije, ampak in da je bilo v policiji pa vendarle ogromno neke medsebojne solidarnosti, pomoči, zavedanja, da posameznik ne more kaj veliko narediti, pa kot celota, kot skupina lahko veliko naredijo. Skratka, naporno je bilo. Proti komu so bile takrat tiste demonstracije? Dobro, če so bile v Mariboru, pa tisti protesti proti Kanglerju, pa proti tistimi znamenitimi radarji, ne? Tu se zdi, da kar proti takratni drugi Janševi vladi. Ne? Absolutno. Ne? Mislim, če je kdo še takrat mogoče v času teh demonstracij dvomil, pa rekel, da to ni res ali karkoli, ne, je bilo potem popolnoma jasno. Ne? Ker takoj, ko je bila vlada zamenjana, kot veste, so bile napovedane še mislim, da dvojne demonstracije, ki so se potem zgodile brez kakih masovne udeležbe in vse skupaj je prenehalo. Ne. Tako da nisem prepričan, ne, da je šlo da so imele te demonstracije za cilj odstranitev vlade. Ne. Tudi ti organizatorji, soorganizatorji, ne, od veteranskih organizacij. Vi ste verjetno tako veteran vojne za Slovenijo kot društva Sever, ne? Ali pa iz Severa sem izstopil, ne? Ampak verjetno ste tam videli tiste, s katerimi ste bili skupaj. Seveda. Kako pa je na to? Jaz se spomnim, tudi jaz sem veteran vojne za Slovenijo. Vem, da so tudi veterani vojne za Slovenijo imeli predlog, da protestirajo. Jaz sam se teh protestov nisem udeležil, sem bil tudi odločno proti, ampak kako pa ste na to gledali? Glede, policija je, mislim, da začela tudi postopke v smislu tega, da so organizatorji. Namreč oni so na svoji spletni strani napovedali, pozvali svoje članstvo, da bojo šli demonstrirati. Ne? Kar sicer imajo vso pravico, bom rekel. Ne? Vendar, ko se tako eksponirajo posamezni ljudje, kot je bil gospod Lipič, pa še kdo drugi, bom rekel, tudi na strani Severa, potem je situacija jasna, ne? Da so na en stran politično eksponirani, drugič pa demonstrirajo tam. In če to dvoje skupaj povežete, potem kar hitro dobimo, bom rekel, jasen namen vseh teh ljudi, to pa je bil seveda padec vlade in nič drugega. Ker ne nazadnje, gledajte, radarji v Mariboru, ja prav, ne? Ampak Janković je v Ljubljani skoraj istočasno uvedel radarje, ne? Po Ljubljani ni bilo nobenega problema, v Mariboru je pa bil, ne?
Prej ste omenili poškodovani policisti. Kaj pa na drugi strani? Ste kaj zabeležili poškodovanih teh protestnikov zaradi ukrepa policije? Recimo? Ja, treba reči, da policija seveda teh podatkov nima. Ne. Te podatke ima, vkolikor se je posameznik javil, da je bil poškodovan ali karkoli. Sicer pa so na razpolago bili podatki iz zdravstvenih ustanov. Ne. Teh poškodovanih je bilo po tistih podatkih, kdo je iskal zdravniško pomoč, bom rekel vsaj 3 ali 4 manj kot policistov. A oprema samih policistov takrat je bila ustrezna, pa s tem v povezavi tudi oprema zdaj, ne, ko so že prišli begunci, ne? No, jaz mislim, da oprema je bila ustrezna in da je tudi še danes ustrezna, zlasti iz razloga, ker policija pač enostavno za ta del specialne policijske enote, posebne policijske enote, pač preprosto mora skrbeti in jaz mislim, da je vse skozi tudi skrbela, tako da jaz nisem zasledil niti enega primera, da bi se policisti pritoževali, da niso ustrezno opremljeni. Kaj pa nadure so imeli takrat plačane? Absolutno. Poglejte, jaz sem takrat dosegel na vladi sklep vlade, po katerem je bilo posebej povedano, v katerem je bilo posebej zagarantirano, kljub ZUJF-u, ne? Ja, seveda, absolutno, ne, da bo vsaka, ne bom rekel ura, ampak celo minuta, plačana 5. v naslednjem mesecu. Se pravi, vse nadure, vse ure, vse nadobveznosti in vse obveznosti so bile takoj plačane vsem policistom in to so policisti tudi seveda vedeli za to. So vedeli. Je zdaj tudi tako, po vaših informacijah? Ne vem, če je temu tako. Zdaj včasih, ki beremo na socialnih omrežjih, kakšen policist kaj napiše ali pa kakšno fotografijo, lejte, tole smo dobili za malico, ne? Sej drži, ne. Jaz sem ministrico sicer v Državnem zboru ob interpelaciji, pa tudi še ob neki drugi priliki jasno vprašal, če je kaj naredila na to temo. Ali je kakršnakoli garancija, da bojo policisti plačani, da bojo dobili ure, nadure, vse, da bo to plačano, mislim predvsem na delo na meji, s tem zvezi z migranti. Ampak odgovora na to vprašanje ni bilo. Jaz mislim, da se bo prej slej, če tega zagotovila ni, se bo sindikat prej slej oglasil. Kako pa gledate na to? Je Slovenija dobro pripravljena na večje število emigrantov? Glede, jaz sem že sred meseca avgusta postavil vladi poslansko vprašanje. Ne? To je bilo v tistem času, ko smo lahko gledali posnetke na televiziji, kako hodijo tam v okolici Niša po več tisoč ljudi v smeri Beograda peš. Jaz sem takrat postavil vprašanje, kako se vlada pripravlja na morebitni prihod migrantov v Slovenijo. Odgovor sem seveda dobil kak mesec dni kasneje, ampak ko smo pa o tem razpravljali v Državnem zboru, sem pa nekje na svojem blogu zapisal približno takole, ne, da je slovenska vlada dobro pripravljena na prihod 300 migrantov, nekoliko slabše na 500 migrantov, če pa bi jih bilo več tisoč, potem pa bodo verjetno na vladi kolektivno zmolili oče naš, da bi čim prešli v Avstrijo. Ne. To se je kasneje tudi pokazalo, da se res dobro molili, ker so vsi šli v Avstrijo, če se malo pošalim. Danes se seveda stvari spreminjajo, ne, in so drugačne. V tem trenutku nas rešuje tista oseba v Evropi, ki je v Evropi veljala za diktatorja in ne vem kaj vse. To je madžarski premier Orban, ne, ki veselo te ljudi spušča preko Madžarske v Avstrijo, mimo Slovenije. Jaz mislim, da je v tem trenutku pravzaprav se mu lahko zahvalimo, ne, prav njemu. Ne. Osrednje vprašanje jutrišnjega dne na tem področju je pa naslednje. Kaj bo, ko bodo Nemci meje zaprli? Kaj bo, ko bodo to ponovili Avstrijci? V tistem trenutku se lahko na območju Slovenije znajde 10, 20, 30 tisoč ljudi, ki bodo kje? Na severni meji, nekje pri Šentilju. Ampak ti bo je najmanjši problem. Vse smo jih mi sposobni oskrbeti in nahraniti, tudi nekaj 10 tisoč, če je temu tako. Večji problem in večje vprašanje pa bo, kaj bo država naredila na južni meji. Kako bo zaprla južno mejo, da ne bo ta pritisk še večji in da se Slovenija ne znajde v nekem položaju, ko bi, ne vem, bilo pri nas 100 tisoč teh ljudi. Kako bomo pa takrat ravnali? Jaz mislim, da bi se mogla vlada, in to sem zelo jasno tudi povedal, tudi predsedniku vlade,
da bi se mogla država, odnosno vlada, pripraviti na tako situacijo. Zdaj boste verjetno rekli, kako pa se naj pripravi. Ne? Glejte, prvič, s spremembo azilne zakonodaje, Nemci, vse države v Evropi so skoraj že spremenili azilno zakonodajo in jo zaostrile, mi pa bomo baje marca dobili ta predlog zakona. Marca. Katastrofa, ne? Namesto, da bi bil ta predlog zakona včeraj na naših mizah, čez en teden pa sprejet. Drugič, seveda z načrti, kako z vojsko. Če vse države v Evropi pošiljajo na mejo tudi vojsko, potem ne vem, zakaj ne bi mi se mogli pripraviti tudi na ta korak. Tretjič, vojaška rezerva, policijska rezerva. Mi imamo v Sloveniji 8,000 policistov, pa če jih zdaj 4,000 pošljemo na južno mejo, pa če to preračunamo na 3 ali 4 izmene, potem smo v Sloveniji sposobni imeti na meji 1000 policistov, več pa ne. Potem seveda gre za vse druge ukrepe, ki jih je treba še sprejeti. Recimo, meja z Republiko Hrvaško seveda ni meja Slovenije. To je meja tudi za Nemčijo, to je meja za vse države članice Evropske unije in Schengena. In nobenega razloga ni in pravni mehanizmi že danes obstajajo, da mi rečemo, dragi gospodje Nemci, pošljite nam 1000 policistov. Vse to je tudi vaša meja. Ne? Skratka, te načrte bi država, vlada morala imeti. Bolj ko sprašujem vlado, kaj delate na tem področju, manj je odgovorov. Ne? In zato me seveda ta situacija skrbi. Ne? Res pa je, da tu ni vprašanje varnosti državljanov Slovenije in zato tu to ne more biti vprašanje, bom rekel, koalicijsko-opozicijskega obmetavanja, kreganja in tako dalje. Jaz nisem za tako situacijo in nisem na tej strani. Vsi moramo skupaj stopiti, tukaj pa res ne, in koalicija in opozicija, in mi želimo vladi pravzaprav pomagati na tem področju. Nobeden ne bo vlade rušil na tej točki. Vlada mora sprejeti učinkovite ukrepe za zaščito naših državljanov in ne nazadnje migrantov. Omenili ste Schengen. Jaz verjamem, da marsikdo od naših gledalcev čisto dobro ne razume, kako je treba ukrepati. Slišimo, da se ne ukrepa, ne? Da zdaj Schengena več ni. Kaj je Schengen? Schengen v osnovi, če strnemo v 2-3 stavkih, pomeni varovanje zunanjih meja v imenu vseh držav članic Schengena. Zato pač mi nimamo meje z Avstrijo, pa ni meje med Avstrijo, Nemčijo in vsemi ostalimi in je prosti prehod, ampak mi moramo na meji s Hrvaško torej varovati to mejo tudi za potrebe vseh ostalih držav. In to je pač posebna zakonodaja, ki to zadevo ureja. A to samo na meji s Hrvaško? Z Madžarsko ne? Z Madžarsko pač ne. Ker je Madžarska že v Schengenu, ne? Ker je že v Schengenu, ne. Ampak, gledajte, tu je zdaj včasih poslušam te naše politike, vladajoče koalicije, ki pravijo, kako mi ravnamo v skladu s Schengenom. Ma dejte no. Ma kaki, ne. Kaj pa je ravnanje v skladu s Schengenom? Gledajte, v skladu s Schengenom bi mi morali osebo, ki pride na mejo kot migrant, seveda sprejeti in vprašati, kaj pa vi želite. In če ta oseba želi azil, potem je situacija jasna. Prstni vtisi in vsi tisti registracijski postopki, pa azilni dom in dokumentacija, da se lahko v Sloveniji, ne? Seveda, da se lahko prosto gibljajo v slovenskem prostoru. Če tega noče? Če pa tega oni nočejo in če oni pravijo, ja, jaz želim pa samo skozi Slovenijo jeti v Nemčijo, je pa to nezakonito ravnanje. On ne more priti v Slovenijo in reči, jaz si želim pa v Nemčijo. To je absolutno proti vsem šengenskim predpisom. Ampak to ni zdaj problem Slovenije. Glejte, največji problem, prvič je to problem Grčije, ne? Ki namesto, da bi varovala meje Evropske unije, jih veselo prevaža z tistih otokov v Grčijo in jim pokaže, kje je pot do Makedonije. Ne? Potem, skratka, Grki absolutno ne delajo nič po Schengenu, da ne spoštujejo niti slučajno. Druga zadeva, ki je absurdna, ne? Glejte, Makedonci in Srbi lahko zdaj rečejo vsem tistim, ki smo v Schengenu in v Evropski uniji, ja, čakajte malo, od vas bežijo k nam. Smo jih dobili, ne? Od vas bežijo k nam, ne? Kaj bi zdaj vi radi, ne? Absurdna situacija. Potem imate Slovenijo, ki tudi ne ravna po Schengenu
Imate Avstrijo, ki tudi ne ravna po Schengenu, niti Madžarska in ne nazadnje, tudi Nemčija ne. Vse tudi Nemčija ne. Glede, največja in najbolj katastrofalna napaka, ki je bila narejena na tem področju, je seveda se zgodila v Nemčiji. Meni je žal, jaz to direktno reči, takoj, ko je njihova kanclerka rekla, ne bomo spoštovali Dublinske uredbe. Dublinska uredba pa pomeni, da bi jih morali Nemci vračati v državo, odkoder so prišli. In čim so oni rekli, ne bomo tega spoštovali, pridite, potem je Schengen padel. Pa če nemški minister za delo pove, čakajte, mi jih potrebujemo 500 tisoč delavcev rabimo. Ob taki situaciji je popolnoma jasno... Ob svetovnem spletu, ne? Ja, je popolnoma jasno, da neka taka izjava izrečena v Nemčiji je čez 2 minute na najmodernejših napravah elektronskih v Siriji ali pa v Turčiji. Ne? In ti ljudje so, vsaj po mojem mnenju, razumeli to sporočilo v tem smislu, dobrodošli, pridite k nam. In so šli tudi na pot. Zato ne dajo potem prstnih odtisov v Sloveniji, recimo, in ker si želijo. Seveda. Kako hitro pa dajo, ne? Pa zaprosijo za azil, so pa tu, ne? So pa tukaj in tudi Nemci, ja, tudi če grejo naprej, ne? Jih imajo Nemci pravico vrniti v Slovenijo. Jih imajo Nemci pravico vrniti v Slovenijo. In zdaj Nemci že napovedujejo, ne? In se je bilo zadnjič prav omenjeno, Slovenija pa Hrvaška, češ da so to države, ki korektno ravnajo s temi ljudmi in da so že napovedali, da bi jih naj vračali v Slovenijo. Zdaj tukaj dosti verjetno ne bojo mogli narediti, ker prstnih odtisov je bilo zelo malo vzetih. Ampak zdaj kritizirati slovensko vlado, da ne spoštuje Schengena, če je drugi ne? Bi bilo neodgovorno, ne? Če jo Grki ne, če jo Nemci ne, Avstrijci ne in nihče tega ne spoštuje. Potem zdaj tudi našo vlado ne moramo na tej točki pribijati na križ. Omenili ste tudi azil, ko nekdo zaprosi za azil, kaj se potem dogaja, kakšne pravice ima azilant potem recimo v Sloveniji, ko je v tistem azilskem domu? Nimam natančnih podatkov, koliko dobijo, ampak oni dobijo določen znesek za osebne potrebe in seveda vso nastanitev, prehrano in vse ostalo v azilnem domu. Ampak ta azilni dom sprejme 200 ljudi, potem smo pa končali. Prosto se lahko gibljajo, absolutno, ker so v postopku za pridobitev statusa azilanta, odnosno statusa kasneje ostalih statusov. Če se ugotovi, da je res iz vojnega področja, če se ugotovi, da je iz vojnega območja, politični begunec, te zadeve. Ker smo pa že potem spremljali pa tudi medije, pa jaz včasih rečem tako imenovane človekoljube, kjer kažejo rešetke, kako so spravljeni za rešetke in tako naprej. Poglejte, kako Slovenija grdo z njim dela. Kako vi na to gledate? Tudi verjetno spremljate takšne. Seveda, spremljam te zadeve, ampak gledajte, jaz sem... Pa tudi na mejah, ko policisti recimo zmerajo s fašisti, Gledajte, na meji so bili ti ljudje, po moji oceni, migranti, manjši problem, Ti ljudje načeloma niso bili nikjer po Evropi kaj prida nasilni, in tudi na slovenskih mejah ni bilo kakega grozovitega nasilja z njihove strani. Želeli so si na boljše, Ampak na slovenskih mejah je bil problem z našimi državljani. Tako imenovanimi civilnimi organizacijami, ne vem kakimi borci za pravice migrantov in tako dalje. Če pa jih tako malo na posnetku pogledate, kdo so pa pravzaprav sami znani stari obrazi. In te iste obraze, ki so na meji s Hrvaško zelo napadali policiste, kričali na policiste, metali predmete v policiste, odrivali policiste, če želite, češ naj gredo migranti skozi. Ti obrazi so isti, kot so bili tisti tam, ki so metali kocke v parlament. Ti obrazi so pravzaprav enaki, odnosno isti, ki smo jih videli na nasilnih demonstracijah. Se pravi, da gre za naše državljane, ki so povzročali ta problem. In tukaj sem jaz zelo, bom rekel, kritičen in mislim, da bi morala biti policija do njih skrajno ostra. Ker gre za naše ljudi, ki povzročajo nered, tako rekoč. No, v Sloveniji se ni veliko govorilo o predlogu ali pa razmišljanju vašega predsednika Janeza Janše, tudi poslanca, vodje opozicije, ki je o tej problematiki napisal kar nekaj strani.
Zelo zanimive teme. V tujini je bilo o tem kar veliko govora. Tu je šlo to tako mimo. Pa če malce strnete to, kaj je bil njegov predlog? Neke varne cone, tudi, kako smo pozabili, kaj se dogaja v Turčiji. Smo Turčijo pustili, ne se ona sama obada z begunci. V Turčiji je 2 milijona teh ljudi. Tam so že 3. leto. In nikogar ni bilo v Evropski uniji, jaz na tem področju zelo kritičen do Evrope, nikogar ni bilo v Evropi, ki bi Turke vprašal, a vi kaj rabite, kako pomoč? Vi imate 2 milijona teh ljudi, a vam lahko pomagamo? Nihče tega ni vprašal. Nihče ni nudil nobene pomoči Turčiji. Zdaj, kar šiče pa pisma Janeza Janše, je treba pa tako reči, v Sloveniji je to tak, kar Janša reče, vemo, kaj se zgodi medijsko, je običajno napadena zadeva, šlo je pa mimo. Ali pa še to ne, ja. Ali pa še to ne, ja. Bistvo njegovega sporočila, ki so ga pa v Evropi v prvem trenutku in že takrat vzeli zelo resno, zdaj zadnji dni se pa prav vidi, da to izvajajo. Evropa izvaja natanko to, kar je Janez Janša napisal od konca avgusta. Napisal je pa kaj? Prvič, da so migranti skupen evropski problem in da si moramo to breme razdeliti, kar je logična zadeva. Drugič, napisal je to, da problem ni rešljiv tukaj pri nas v Evropi, ampak je rešljiv izven Evrope. Pomeni tam, kjer ta vojna in druga žarišča so. Tam je rešitev problema, ker če tam v Siriji ne bo te islamske države, če bo tam mir, potem tudi ti ljudje ne bojo šli na pot. Ti ljudje ne bojo šli 1000 kilometrov daleč, če bo doma mir. In pustili svojo rodno grudo, in pustili svojo zemljo, ali svoja bivališča. Torej, da je rešitev problema tam in da bi mogla Evropa dejansko financirati te zadeve na izvoru, torej v Siriji in tam, in vzpostaviti tako imenovane varne cone. To je tudi povsem logična zadeva. Nekaj podobnega je bilo predlagano tudi za časa vojne v Jugoslaviji, v Bosni. Ja, ampak čeprav se je Srebrenica pa vse to se čisti izjelovil. Tako da varna cona ima na ozemlju nekdanje Jugoslavije, bom rekel, že kar slab prizvok. Čeprav v tujini je pa to, drugot je to normalna stvar. Zdaj, konec koncev bi, gledajte, NATO lahko na tistih območjih Sirije, ki so mirna, vzpostavil te cone, jih varoval, če želite, in te ljudi tam oskrboval in hrano. Zdaj Evropa je to sposobna narediti. Ne pa, da jih puščamo najprej v breme Turčiji, potem pa še vsem ostalim. To je bil bistvo sporočila Janeza Janše in če vzamete zadnje pogovore Erdogana, predsednika Turčije, torej z Nemci in mislim, da je bil v Bruslu, ali kje je bil, potem jasno vidite, da gre točno v tisti smeri, kar je Janša pisal. Točno v tej smeri. Vzpostavitev varnih con, varnih območij, da ti ljudje ne bi bežali doma. Da gre v tej smeri. Ta dogovor ali pa to ravnanje zdaj Rusije v tem primeru, ki tudi nekatere cilje v Siriji bombardira, nekateri pravijo, da tudi tiste upornike, ki se proti tako imenovani islamski državi borijo. Kaj je to? Soliranje? Težko zdaj to rečemo, ampak jaz mislim, da lahko to strneva v en sam stavek. Ruski predsednik Putin bo izkoristil nesposobnost dogovarjanja v Evropi, nesposobnost reagiranja NATO in se bo pokazal kot rešitelj krize. Pa bo? Ali bo to, kako daleč bo šlo, pa zelo težko rečemo. Zelo težko rečemo. Ker na drugi strani se on zdaj kaže kot zaveznik sirskega predsednika Asada, ZDA so pa proti njemu in ne vidim kakšne pametne rešitve. Zdaj kaže pa še nekaj mogoče omeniti. Glede, med vsemi temi ljudmi, ki so prihajali in še prihajajo v Evropo, imate vrsto ljudi, ki so iz Irana, ki so iz Iraka, iz Afganistana. To so pa Pakistana. To so pa države, kjer ni vojne. Se tam ni vojne, So bolj ekonomski migranti. To je tisto, in Evropa bi lahko vse te ljudi vrnala domov. Zdaj, ali bo to naredila Evropa, ali ne bo, ne vem, Meni se zdi grdo. Da približno 30% je tistih, ki prihajajo iz vojnih področij. Ja.
Pa nekateri pravijo, ne, zdaj ne vem, je to ustrahovanje, da so med njimi tudi teroristi. Je kaj teh dokazov? No, je nekaj dokazov, ne, na kaki tajni seji pristojnega odbora v Državnem zboru smo take podatke, so naši poslanci take podatke tudi dobili, pa tudi javno dostopni podatki so že kar znani, ne, da so Nemci že identificirali kar nekaj skrajnežev med temi ljudmi. Ne nazadnje, če vzamete tega nogometnega trenerja, ne, ki je ga ta madžarska novinarka spotaknila. Pa se potem po posnetku je pokazalo, da ni spotaknjeno. Kakorkoli, ne problematiziram tistega, potem so ga Španci vzeli, povabili k sebi, tam bo službo dobil in vse ostalo, družina lahko pride za njim, taka lepa zgodba. Ne. Glede, nihče pa ne omeni tega, ne, da je iz Iraka prišlo sporočilo, da je ta oseba odgovorna kot terorist za okoli 20 žrtev. In skratka, da ni tako bogi, ne, kot prikazujejo nekateri mediji, ampak da gre dejansko, vsaj po tistih podatkih, za terorista. Ne. Zelo taka zanimiva zadeva. Ne. Hotel sem pa še to reči, ne, da sem kritičen do ravnanja Nemcev. Ne. Glede, Nemci imajo še vedno, ali pa Evropa ima še vedno tako imenovane prehodna obdobja za delavce iz drugih držav, ki so celo članice Evropske unije. No, Hrvati še ne smejo, ne? Ja, recimo Hrvati ne smejo, Bolgari, Romuni, ne, in tako dalje. Ne morejo priti Nemčijo in se preprosto zaposliti. Ne. Namesto, da bi Evropa rekla, ne, vi pridite, ker ste člani Evropske unije, bomo torej te prehodna obdobja ukinili. Ne. Te ljudi ne bojo zaposlili bojo pa te, ki prihajajo. Ne. To je tak grd obraz Evrope. No. Recimo, da sva dovolj o tej temi povedala, da ste dovolj o tej temi povedali. Kako pa gledate na naš pravosodni sistem? Veliko se je v Sloveniji v zadnjih letih dogajalo tudi zaradi pravosodja takšnega, kot ga imamo. Vemo, da nekatere obsodbe že padajo kot lego kocke, ne? In nekateri ljudje potem rečejo, no sej, zakaj jih sploh tožijo, če jih potem iz zapora ven spustijo, nekateri drugi pa pravijo, ja, človeku je treba dokazati krivdo čisto, ne kar tako pavšalno, ne, potem je pa lahko v zaporu, ne. Ne, absolutno, ne, ta zadnja stvar, kar ste rekel, ne, da je človeku treba krivdo dokazati, to brez tega ni neke normalne države, ne. To zagotovo, ampak če skušam narediti recimo primerjavo med zdravniki pa sodniki, ne, to je ena taka tipična primerjava. Glede, tudi v času prejšnjega sistema, v času socializma niste nikoli slišali, da bi nekdo zdravniku rekel tovariš doktor, ne. Ampak je bil doktor, je bil vedno gospod doktor, ne, tudi v času socializma, ne. Nekaj nasprotnega je zdaj pri sodnikih. Lete, zdaj, ti se pa danes obnašajo, kot da so nedotakljivi gospodje. Ne? Če smo mi po osamosvojitvi v zdravstvu pri tako imenovanih nedotakljivih, ne, že prišli do situacije, ko je zdravnik odgovoren za svojo napako, ko ga pred sodišče poslavijo. Celo v zapor smo že videli zdravnico iz Sevnice, da je odšla zaradi neke napake v zdravstvu. Ne. Potem imamo zdaj pa na sodni strani gospode, ki so še vedno nedotakljivi. In to seveda ni prav. Ne. To seveda ni prav. Ne. Mi imamo sodni sistem, ki je, pogosto rad rečem tako, ne, da je sodni sistem enak, kot je bil. Ne. Vsi v sodnem sistemu se po letu 90 ni spremenilo nič. Čeprav je po drugi strani tako, ne, da je sodni sistem leta 1994 je bil sprejet 8. člen zakona o sodniški službi, ki je rekel, da tisti sodniki, ki so v prejšnjem sistemu s svojimi odločitvami kršili človekove pravice, ne morejo biti več sodniki in bi se mogli od sodniškega poklica posloviti.
To se seveda ni zgodilo. Ne? Jaz ne vem, če poznam 2 ali pa 3 primere, ko so ljudje niti niso potegovali za trajni mandat, vsi ostali so se in trajni mandat so si tudi podelili. Ne? Skratka, oni niso spoštovali tistega zakona in so ostali sodniki s trajnim mandatom. Ne? S tem, da je največji problem v slovenskem pravosodju je seveda problem odgovornosti. Ne? Problem sprejemanja neke odgovornosti za sprejete odločitve. Ne? Te odgovornosti v Sloveniji ni. Niti en sodnik še ni odgovarjal za kako napačno odločitev. Če je kaj zaškripalo, ne, je dal odpoved, pa je postal odvetnik. Ne? Približno taka je situacija. Nemci, Italijani, Avstrijci, zlasti Nemci so recimo pa značilni po čem, ne, da je sodniška odgovornost individualna. Če Nemci ugotovijo, da je sodnik napačno sodil, napačno uporabo zakon in so zato nastale neke posledice pri določenem državljanu, potem je ta sodnik odgovoren tudi materialno. Oni temu sodniku vzamejo tudi v času, ko je že penzionist, torej upokojen sodnik, do 30% plače ali pokojnine. Pri nas tega zato bo ta sodnik dobro gledal, kako bo razsodil. Seveda. Pri nas pa tega ni in zato se dogaja, da potem Ustavno sodišče razveljavi, tako kot je šlo v primeru Patria, ali pa potem Evropsko sodišče, ampak samo tiste zadeve, ki pride do Evropskega sodišča. Marsikdo obupa že na prvi stopni, gre rajši za 2 meseca v zapor, pa nima denarja ali karkoli. Glede, to je značilna izjava predsednika Vrhovnega sodišča Masleše. Jaz sem ga vprašal, jaz sem rekel približno tako na seji Državnega odbora za pravosodje. Vi ste osebno odgovorni za kršitev človekovih pravic v zadevi Patria. To je ugotovilo Ustavno sodišče. Sodili ste in obsodili ste te ljudi za nekaj, kar ni kaznivo dejanje. To je reklo Ustavno sodišče, 28. člen Ustave. Ne? In on je meni odgovoril tako, je rekel, ja se jaz priznavam odločitev Ustavnega sodišča. Kako priznavate? Mene zanima vaša odgovornost, ne da vi priznavate. Ker taka izjava gospoda Masleše jo lahko primerjamo recimo z neko izjavo lokalnega zdravnika, ne, ki je recimo dal napačno injekcijo ali tableto pacientu in je ta pacient skoraj umrl, ne, v kliničnem centru so ga pa potem rešili. Ne, in zdaj bi lokalni zdravnik rekel, se jaz priznavam to, kar so naredili v kliničnem centru. Ne bi pa odgovarjal. Ne bi pa odgovarjal. Ja, ne more. On je odgovoren za kaznivo dejanje. Recimo. Ni garanta, da ne bo naslednjič isto. Ne? Isto naredil, ja. Pa že pred Vrhovnim sodiščem, ne, so protesti, z početka so bili vsak dan, so se brali tudi imena sodnikov, ne, ki so večkrat kršili človekove pravice. Ne. Če se pravi spomnim, je Masleša, mislim, da 12-krat ali nekaj takega. 12-krat, pa plus 1 je zdaj 13-krat. Okay, ja. Pa nič, ne? Pa nič, ne. In gledajte, zelo zanimiva je tudi teza, ne, politika pa pravosodje, ne. In marsikdaj vam bojo rekli, mi smo neodvisni, mi sodimo po zakonu, politika na nas ne sme vplivati in ne bomo dovolj, da bi politika na nas vplivala. Ne? To vam reče vsak sodnik, ne? Zlasti pa gospod Masleša. Ne? Ampak gledajte, odgovor na to vprašanje je dal ustavni sodnik Jan Zobec. Ne? On je na nekem predavanju v Združenih državah Amerike pred kakima 2 letoma rekel približno takole. Ne? Politika v slovenskem pravosodju je prisotna vsak dan. No, točneje, tista politika, ki je bila pred letom 90, sej nikoli ni odšla iz pravosodja. Skratka, on je povedal, kaj ne, da leva politična opcija obvladuje pravosodje. To je v bistvu povedal. Ne? In to je z dneva v dan več dokazov za to. Ne? No, in mimo glede, ta ustavni sodnik se je potem izločil iz tistega odločanja, ampak kljub temu od 8 so bili vsi za takšno odločbo, ne, kot so zapisali. Ja, mene malo presenetila ta odločitev Jana Zobca kot ustavnega sodnika in me je bilo malo strah, ne, ker takrat bi lahko nastopila tudi taka zelo neprijetna situacija, da bi bilo 4-4 recimo, ne.
pa bi potem odločitev čakali toliko časa, da bi prišel kak nov ustavni sodnik. Ne. Tako da me je bilo malo strah. Ne. To je treba priznati. Po drugi strani pa, gledajte, ljudje, ki so danes na ustavnem sodišču, včasih nam učitajo pa rečejo, sej to so sami vaši, ne, sej je jasno, kakva bo odločitev ustavnega sodišča. Češ naj bi bili desni. Ne. Ampak resnica je pravzaprav kar precej drugačna. Ne. Večino teh ustavnih sodnikov je predlagal predsednik države Türk. Türk pa ni kak fan ali pa član SDS-a, ne, to pa tudi vemo. Ne. Ali pa desnih strank. Ali pa desnih političnih strank. Tako da odločitev ustavnega sodišča zlasti v tistem delu, da je enotna odločitev, da ni bilo glasovanja proti, predvsem pa vsebinsko. Lejte, si rečejo, so razveljavili, pa so dali na prvo stopnjo. Temu ni čisto tako, ne? Ker če odločbo ustavnega sodišča berete, da mi povedo po domače, da me razumejo ljudje, ne? Ustavno sodišče je reklo, sodili ste za nekaj, kar sploh ni kaznivo dejanje. Vi ne morete soditi za nekaj, kar ni kaznivo dejanje. To so napisali ustavni sodniki. Ne? In so dali pravzaprav, kljub temu, da so rekli, naj ponovno odloča sodišče, so v podtonu te odločbe v bistvu povedali, čim prej završite ta obtožni akt, ker obtožni akt ne sedi, ker ne gre za kaznivo dejanje. To so povedali. Ne? Ampak so potem rajši naredili, da je zastaralo. Ne? Zastaralo. Čeprav zdaj Janša se pritožil, neko, kar veste. Jaz bom reči, da se nismo osebno pogovarjali na to temo, ampak v času, ko so ti roki še tekli, sem si osebno želel, da bi se pritožil. Ne? Zakaj? Iz temeljnega razloga, ker, poglejte, če je zadeva zastara, potem lahko čez 10 let, pa čez 20 let se pojavljajo neki dvomi, ne, zlasti politiki lahko vlečejo. Srečo, ne, da je zastaralo. Srečo zastaralo, pa tako naprej, ne. Tudi Cerar je nekaj takega izjavil, ne, češ, da to ni dobro in tako naprej, in da se dvomi ostajajo. Resnica je pa pravzaprav popolnoma obratna. Ne. Če nekdo ni obsojen, potem ni kriv, pa iz kakršnega koli razloga. In če mu toliko letih ne morejo dokazati, potem in če je zdaj se Janša pritožil, je kaj pravzaprav rekel? On je zdaj sodišču sporočil, ne želim, da zadeva zastara, ampak sodite mi. To je, in mi dokažite. In mi dokažite. To je v bistvu njegovo sporočilo. Ne? In to sporočilo bo, ali pa završite, če ni dokazal. Ne? In mislim, da je to... In kdaj morajo odgovoriti mimo grede? Ja, ne vem točno, kakšni so tu roki. Mislim, da kakih posebnih rokov ni. Ne? Jaz pričakujem 3 mesece. Ne? To je neka norma višjega... To je neka norma višjega sodišča, ne bom rekel. Ne? On bo lahko zdaj kadarkoli, tudi če bo zadeva zastarala, bo kadarkoli lahko rekel, želel sem, da mi sodite. Pa mi niste hoteli. Ne? Tako da, tudi niste bili prej sposobni, da bi stvar procesirali. Seveda, vmes je bil po zaporu. Ne? To je vplivalo verjetno tudi na kakšne volitve, to je vplivalo tudi na samo stanje v stranki. In ne morem mimo zadnjega intervjuja dr. Petra Jambreka, ki je dejal, da SDS, da je Janez Janša pa SDS, predvsem Janez Janša, garant, da bo na naslednjih volitvah v Sloveniji zmagala Levica. Ne? To ste verjetno tudi vi prebrali in imate kakšen svoj komentar? Ne vem, no, jaz nimam navade, bom rekel, da bi nekdanje politične sopotnike ali pa moje šefe, kar je gospod Jambrek tudi bil, ne, v vlogi ministra, ko sem bil leta 2000 državni sekretar, posebej kritiziral. Ne. Nimam te navade in ne rad to počnem, pa vendarle, ne. A veste, tega odhoda Janeza Janše si želi, ne vem kdo že vse, ne, rekel, politična levica sploh, ne, potem zagotovo kdo, ki je odšel od nas, ki se je malo oddaljil od nas, pa je uradno še pri nas. Ampak po drugi strani je pa neki, ne, bom rekel, stvar lahko tudi okoli obrnemo, ne, pa rečemo, da je pravzaprav to en zadnji branik, ne, normalnosti v tej državi. Da je Janez Janša pač nek zadnji branik, politični branik, garant tega, da bo ta država šla malo bolj normalno smer. Ne. Če se on umakne, jaz ne vem, no bom rekel, težko si
predstavljam, bom rekel, situacijo, kakva bi pač bila takrat. Po drugi strani je pa to stvar same stranke, ne, ki se bo odločila tako ali drugače. Zagotovo, leta sej konc koncev, mi smo imeli tajne volitve v Celju, ne, leta 2013, ne, in od, ne vem, 400 in ne vem koliko ljudi, ki so imeli pravico glasovati, jih je bilo, ne vem več koliko, 11 ali 8, 11, nekaj takega jih je bilo proti temu, da bi on bil še predsednik stranke, ne. Poudarjam pa, da so volitve bile tajne, ne. In ne vem, če lahko to voljo vseh teh ljudi zmanipuliramo. Niti ne vem, če lahko nekdo tretji naroča članom stranke, kdo naj bo njihov šef. Ne. To je isto, kot da si jaz zdaj tule v kamero zaželim, da je vaš šef nekdo drugi. Ja. Kako pravico pa imam do tega? Nimam je. Ne. Glejte, predstavnikov, tudi visokih stranke SDS, ki ste bili ministri, ki so bili predsedniki vlade, ne, Janez Janša je bil, v medijih Delo, Večer, Dnevnik, recimo, praktično ne zasledimo, pa bi človek pričakoval, ne, ko je kakšen finančni problem ali pa kakšen zelo močen državni problem, da bi slišali mnenje zdajšnjega predsednika vlade, pa recimo prejšnjega, ali pa oba prejšnja dva, ne, Alenke Bratušek pa Janeza Janše, ne, pa bi se soočili z mnenji, da vidimo, kdo ima prav, ali pa zdajšnja ministrica, pa mogoče kdo od prejšnjih notranjih ministrov. Nekako so vrata zaprta, ali pa mogoče dobite vabilo, pa ne sprejmete. Po drugi strani pa vidimo, ko se pa nekdo oddalji, ne? Nekako se je oddaljil Dimitrij Rupel, ne? Pa nekoč že gospod Virant, ne? In takoj intervju, tudi v Mladini, ne, ki je bila recimo prej tradicionalno nenaklonjena vsem desnim politikom. Ne. Ja, seveda. Ne. Rekel tudi recimo Ljudmila Novak je dobila takoj vabilo Mladine, ne, za intervju, takoj po tistem, bom rekel, medijskem prerekanju okoli arhivskega zakona. Ja, jaz osebno, bom rekel tako, jaz ne odklanjam intervjuja ali pogovora načeloma z nikomer, ne. Pri kakih takih soočenjih, kakršna ste omenili, ne, običajno želim vedeti, kdo moj sogovornik, ne, ker se ne bom zdaj šel pač pogovarjati kot bivši minister z, ne vem, lokalnim policijskim šefom, ne, to verjetno ne gre, ne. Lahko se pa z menim enakim poslancem, lahko se z bivšim ministrom, lahko se sedanjim ministrom soočim, to je nobenega problema, ne. In tudi mislim, da je bilo prav tako, ne, ampak vabil, vsaj jaz recimo, ne, Delo, Dnevnik, Večer, da ne govorim o Mladini, ne, pač seveda ne dobim nikoli, ne. Včasih kako izjavo mojo problematizirajo, to pa vse, ampak vabil pa ni, ne, z teh medijev, absolutno, ne. Absolutno. In verjamem, da tudi Janša ne dobiva to vrstnih vabil, ne. Ampak to je zdaj situacija taka, ne. Lete, če vzamete nek francoski Le Monde v roke, ne, boste videl na levi strani, ne vem, nekoga, ki neko stvar zagovarja in trdi, kako je tak in tak zakon v redu, recimo. Na tej strani boste pa prebral nekoga, ki ta isti zakon ali ta isti problem skrajno problematizira, ne. In to je tudi prav, ne. Preber to in to, sam pa si ustvari svoje mnenje, ne. Mislim, da je bilo tako tudi prav v Sloveniji, ne. Ampak, potem se ne bi verjetno to dogajalo, sem gledal zadnje podatke Slovenske oglaševalske agencije, od leta 2005 do 2015 Delo recimo čez 70 000, zdaj jih ima nekaj čez 30 000 prodanih izvodov, da ne govorim o drugih dnevnih časopisih, mislim, da Finance 8, tudi Novice padajo, ne, Dnevnik, Večer tam 22, 25, ne, dobro, tudi porast interneta in vsega ostalega. Ne moramo reči, da je samo tu krivda, ne, ker zdaj tule internet, tablice, pametni telefoni, dostop je praktično povsod, ne, in na način ne čakaš časopisa, ki bo jutri šel in bo poročal o tistem, kar je bilo, ne vem, danes ali pa včeraj, ne, ker hočeš imeti informacije takoj, ne, to je res. Poglobljene analize, ne, bi pa prav prišle, ne, verjetno
pa bi to prav prišlo, ne bom rekel, in ker tudi ostane ljudem, ne bom rekel, ta zadeva. Kaj je rekel prejšnji minister, pa ja, kaj zdajšnji? Ja, recimo, ne, če bi midva se znotraj na ministrico soočila ali na televiziji ali v nekem resnem časopisu in skušala odgovoriti na vprašanje, kaj zdaj ministrica počne v zvezi z migranti in kaj bi počel jaz, če bi bil minister, bi verjetno to bilo dobro. Jaz približno vem, kaj bi počel, ne, in bi to ljudem tudi povedal, ne, od tega, kar sem prej naštel, ne. Azilna zakonodaja bi mogla biti v parlamentu včeraj, ne pa marca, ne. Potem policija bi se mogla pripravljati na tak način, skratka. Ja. Skušal bi razložiti nek načrt, kaj bi jaz delal kot minister. Ljudje bi pa pač ocenili, ne? Ljudje pa naj si svoje mnenje ustvarjajo, ne. Danes zjutraj, ste pa to zvečer pisali, ne, svoj blog, in ste napisali Manson 264 000 evrov, Kos 766 000 evrov. Kdo je problem, ne? Ja, res je, to sem jaz pisal. Teh zadnjih aktualnih dogodkov okrog tako imenovane slabe banke oziroma družbe za upravljanje s terjatvami bank. DUTB, neko prav, ja. Ja, gledajte, to smo neverjetni smo, bom rekel, ne. Zdaj, teh 22 ali 17 tisoč mesečno tega Mansona, če zanemarim te potne stroške, ker konec konca on se res... Ki je tujec, mimo grede, ne? Ki je tujec, ja. Dobro, on se vozi na Švedsko, Kos pa se vozi v Domžale, ali kje že ima hišo, ne. Če ta del potnih stroškov malo zanemarva, ne, potem je neverjetna situacija. Glede, nekdo, ki je slabe kredite dal in naredil bančno luknjo, to so gospodje iz Ljubljanske banke, ne, in tisti, ki bi mogli nadzirati, to je pa Banka Slovenije, ne, ti niso problem. Problem je pa Manson, pa DUTB, ne, s temi 17 000 evri na mesec, ki pa rešuje problem, ki so ga prejšnji naredili, se pravi Ljubljanska banka, ne. In zdaj, če znotraj tega vzamete še to, ne, da so zdaj odstavili tega Šveda, ne, na katerega očitno niso imeli vpliva, ni ga bilo možno, bom rekel, komandirati ali pa mu naročati, kaj naj naredi in kako naj naredi, ne, ta je zdaj odstavljen. Ne. Da se bi pa kdo vprašal, kaj je z trikrat večjim denarjem ali pa še več, ki ga potegne podjetje Draga Kosa, to pa ne. To pa se nihče ne ukvarja s tem vprašanjem. Ki so pa ukvarja z... Zdaj, kaj Kos tam dela? Eden od prejšnjih blogov, ne, je bil, imel približno tak naslov, ne, ali on zdaj bančno luknjo odkriva ali jo prikriva. Ne. Zdaj, jaz to nič ne vem več. Ne. Res pa je, da osebno poznam vse tiste raznenega, ki so menda njegovi sodelavci, ne, pri tem preiskovanju. Ne. Kaj je zanimiva zadeva. Ne. Nihče med njimi, vključno s Kosom, ne, se nikoli v življenju ni ukvarjal s finančnim kriminalom. Ne. Zdaj pa so bili neki šefi v kriminalu, v kriminalističnih policijah in tako naprej, tudi na gospodarskem področju so delali, ampak da bi bil kak specialist za preiskovanje finančnih kriminala, pa ne. Zdaj, kaj oni tam delajo, ne vem. Ne. Vem sem to, kaj meni povedal ljudje z NPU-ja, ne, recimo. Ne. Vemo pa, da bodo verjetno dobili to vse plačano in tudi, če ne bo na koncu nič ugotovljenega, verjetno ne bodo denar nazaj vrnili. Ne? Ja, seveda ne bojo, ne, to je enkrat eno. Ne. Ampak, gledajte, policija je v zadnjih 3 letih, odkar sem jaz prišel, no, bom rekel leta 12 pa do danes, zaposlila nad 50 ljudi v kriminalističnih policijah po Sloveniji, od tega 20 na NPU-ju, Nacionalnem preiskovalnem uradu. In to niso bili tisti ljudje, ki bi, bom rekel, kar tako, ne, prišli z fakultete. Ne. Ampak so to bili predvsem ljudje, ki so delali v različnih finančnih ustanovah, bančnih ustanovah, bili neki računovodje in slične zdaj. Skratka, ljudje, ki se na finance razumejo. Ki se na finance razumejo, ja, tako. In vsi ti ljudje danes v policiji so na relativno solidno plačanih delovnih mestih. Sploh to velja za Nacionalni preiskovalni urad, recimo, ne? Ker imate tiste, kar bom rekel, večji del delovnih mest na 40. plačnem razredu ali pa celo več. Ti ljudje danes, jaz mislim, da so sposobni preiskovati zadevo, ne? Ampak vsaj do nedavna je veljalo pa naslednje, ne? Da strani Ljubljanske banke ne dobijo nobenih podatkov.
In zdaj, če policija ne dobi podatkov se strani banke, ki je oškodovana, potem je v tem sistemu nekaj narobe. Še do nedavnega so mi razlagali, da večina podatkov, ki jih dobijo, jih morajo dobiti s pomočjo hišnih preiskav. Mimogrede, policija jih ne dobi jih pa kos? Ja, kos jih pa dobi, ne? Kako? Kako? In kaj se s temi podatki počne, ne? In vsaj na NPU-ju, zdaj oni ne smejo priti pred kamero, veste pa povedati, tako kot bom jaz, ne? Lahko pa povedo pa, to tudi, ne? Glejte, zagotovo, če gre Ljubljanska banka v smeri, da najprej pregleda nek spis, neko kreditno mapo kos, ne? Pa on odloči, bo šlo to k policiji ali ne, potem tukaj nekaj ne bo v redu. Ne? Konec koncev bi Ljubljanska banka lahko, namesto da je zaposlila, angažirala pogodbeno podjetje Kosa, bi lahko preprosto rekla eno samo stvar. In to bi jaz naredil, če bi bil odgovoren za, recimo, bančno področje. Ne? V tem in tem nadstropju Ljubljanske banke, vemo, kak je velika v Ljubljani, izpraznimo, gospodje kriminalisti, 20, 30, 50, koliko pisarn rabite, pridite sem, vsem zaposlenim v banki pa jasno naročilo, karkoli želijo jim dejte. To bi naj naredili, ne pa neko podjetje privatno, ne? In jih ne bi nič stalo, kriminalisti bi pa imeli dostop do podatkov in bi zagotovo učinkoviteje delali. Zanimivo, ne? Kakorkoli, tujca se verjetno poslavljata iz Slovenije. To je verjetno spet en tak znak, niste dobrodošli ali kako? Ja, če vi danes poprečnemu našemu državljanu rečete, da ima ta tujc 17.000 evrov, pa potne stroške plačane, pa še kako nagrado dobi, bo večina teh naših ljudi rekla, katastrofa, se to ne more biti in tako dalje in tako dalje. Ne? Vendar je tu tudi kar lep del demagogije, ne? Ker po drugi strani pa, dajmo se vprašati, koliko ima pa guverner Banke Slovenije, ne? Ki je pa plačan tudi iz državnega denarja. Pa izven tega plačnega sistema. Pa je izven sistema hudo nad predsednikom države, nad predsednikom vlade in tako dalje in tako dalje. Da ne govorimo o kakih ministrih. Ne? In to ni problem. Kaj na nek način dela potem, ne? Ja, to, da mi vsake toliko časa dokapitaliziramo, ne? Ja, naj bi nadzoroval banke, ne? Ampak vidimo, kako so jih nadzorovali. Tako da smo imeli to več milijardno bančno luknjo, ne? To so delali, ne? Za izjemne plače, ki jih ima guverner ali pa viceguverneri, ne? In jih nihče ne kontrolira. In nihče jih ne nadzira, ne? Zakaj to ni problem, ne? Problem je pa ta tujc s 17.000 evri. Ta je pa problem, ne? Ampak odgovor je relativno jasen. Saj mi tudi tujini sporočamo. Nekaj sta pa tudi sama govorila o pritiskih, ne? Ja, tudi sama sta povedala. Podjetje prodajalo, ne? Da je tudi iz finančnega ministrstva, da so pritiskali, ne? Sicer so to zanikali, ampak nekaj so priznali, glede Save, saj, ne? Ja. Pa tudi nekaj je še, ne? Včeraj je prišel podatek, ki so ga ti tujci povedali, da je za vsako pogodbo in za vsak evro izplačan tem tujcem finančni minister vedel. Da so se celo z njim usklajevali. Zdaj, zakaj je zdaj nastal zelo problem? Ljudje so ustvarili tudi nekaj dobička, ne? Mislim, da je okrog 50 milijonov, če se ne motim, ne? Sej, ne vem točno, kakšne so podatke, ampak zdaj pričakovati, veste, da bojo povrnili celo bančno luknjo, tega ni naredila še nobena slaba banka nikjer v Evropi, ne? Tako da od njih nemogoče pričakovati je tudi ni mogoče, no, bi rekel. Takole, prišla sva do konca oddaje. Je kaj tistega časa za sprostitev? Bo, po tem mandatu. Po tem mandatu seveda ne bom več kandidiral, ne, in skratka ne bom več v državnem zboru. To ste se že kar zdaj odločili? To sem se odločil, absolutno, ne, iz temeljnega razloga, ker sem tudi napolnil to polno delovno dobo in sem že nekoliko čez, kot bi se temu rekli. Ministrstvo vas več ne mika? Jak je pa. Ne, nikoli bi se še za 5 let postarali, ne? Ne, bi se postaral še za 5 let, ne. Veste pa, pri mojih letih, ne, se človek tudi vpraša, koliko še pa imam, ne, bom rekel, iz temeljnega razloga, ker pač moški živimo menda tam 76 let poprečju, ne, po mojih letih že pa rečeš, dobro, bom pa jaz ta čas, ne, do te statistične meje skušal malo bolj sproščeno preživeti in to bom naredil. No.
Hvala vam za obisk v studiu, pa še kdaj dobrodošli. Hvala pa tudi vam za pozornost in po zasavsko. Srečno.